Bodo slovenski vozniki z novo uredbo o regulaciji cen goriva, aktualna namreč poteče sredi prihodnjega tedna, za tankanje plačevali več ali manj? Ja, zdi se, da je glede na predlog, ki je zaokrožil in močno razburil trgovce, znano samo to, da bo vlada še dodatno zarezala v njihove zaslužke. Njihove marže naj bi bile še nižje. Vse glasnejše so špekulacije tudi o vnovičnem reguliranju cen na avtocestah. V Petrolu zato že svarijo celo pred morebitnim zapiranjem servisov. Pa se bo v dobrobit voznikov svojemu odpovedala tudi vlada? Sploh veste, koliko od litra goriva damo za trošarino in druge dajatve? Tadej Grešovnik. Vprašanje, ki si ga ob polnjenju rezervoarjev, čakanju na vkljub, najverjetneje ne postavite ravno pogosto. Če tudi bi vas odgovor presenetil. Procenti. Ene 25, 35, 50, še. 60. To pa je kar preveč. In če ta odstotek pretopimo v evre? Evro lih ne na liter. 20 centov pa verjeten, ja. Ste kar bliže par evro, vete? A ja? Ja. Aha, no, še slabše. Slabše tudi kot pred letom dni, ko so trgovci prvič opozorili na, kot pravijo, požrešnost vlade in države. Račun s takšnim pripisom smo dobili, ko smo junija lani gorivo točili na enem od servisov v Ljubljani. Spomnimo. Kdo si od litra bencina vzame največ? Država več kot polovico, trgovec manj kot 8 centov. Tako z ostro kampanjo na bencinskih servisih Državni Petrol. Leto dni kasneje, ko smo tik pred sprejetjem nove uredbe o regulaciji cen, pa so številke torej le še višje. In kdo si danes od litra bencina vzame največ? Država 60%, še bistveno več kot lani, trgovec vsega 7%. Tako z novimi grafikami vnovič na po njihovi oceni za trgovcem nevzdržne pogoje opozarjajo v Petrolu. Zdi se nam, da trgovci z naftnimi derivati postajamo vse bolj pravzaprav žrtev nekih političnih odločitev. Bomo spremljali ponovitev že videnega, tudi ko gre za doslej bolj ali manj neuspešna pogajanja med trgovci in vlado. Tudi država se ne da, pozivi naj vlada vendarle prisluhne zahtevam trgovcev, za zdaj ostajajo neuslišani. Pa lahko tokrat vendarle pričakujemo preobrat. Povsem navdušeni nad novo uredbo niso, priznava tudi minister Han, niti na gospodarskem ministrstvu. Slišimo ne samo predsednika uprave Petrola, ampak tudi vseh drugih naftnih družb in tudi predvsem manjših lastnikov tako imenovanih pump. Tako da jaz verjamem, da bo do 17. prišlo do dogovora. Kaj v praksi prinašajo rešitve, ki jih ima vlada na mizi? Neuradno naj bi danes veljavna bruto marža pri reguliranih cenah, ki znaša vsega 10 centov, še padla. Skupaj za dodatne 4 cente. V vsem tem času nismo videli pravzaprav niti ene vzdržne strokovne podlage oziroma analize pripravljalcev uredb. Gre pa za metodologijo izračuna cene, ki je zelo zahtevna, ima tudi neke obveznosti. Tako da kaj več pa ne bi mogel povedati, ker je stvar še v medresorskem usklajevanju. Če bo uredba, kot je predlagana, sprejeta, seveda bomo tudi v Petrolu prisiljeni se zateči k neljubim ukrepom, kot so zapiranje prodajnih mest. Ne le Petrol, novi uredbi nasprotujeta tudi druga dva velika trgovca z nafto na našem trgu. Močno razburja namreč še ena novost. Vlada naj bi namreč grozila tudi z rezom v za zdaj povsem neregulirane cene goriv na servisih ob avtocestah.